Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Imeli smo izjemne odzive, kar se tiče našega programa 5 odtenkov ženske. Na YouTube kanalu lahko zasledite 40 minut zanimivega pogovora s takimi res izjemnimi ženskami. In toliko pisem smo prejeli na temo, da pa dajmo potem še govoriti o moški energiji in o moških kot takšnih. Pogledala sem svoj imenik in našla nekaj naslovov, nekaj telefonskih številk od tistih moških, ki se mi zdi, da res nosijo tisto ta pravo moško energijo in da imajo kaj zapovedati. Danes so v moji družbi, tako lepo pozdravljam Harisa iz Hiše radosti, Robert Bric je prav tako v naši družbi, Boris Vene s svojim sinom Aleksom, 21-letnim, in pa velikokrat v naši družbi, ampak bolj za kamerami, veliki podpornik in mož Elene Sofije Seničar. Igor Seničar je prav tako v naši družbi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ja, začutite pritisk, na vas je, da danes naredimo kakšne pozitivne premike, ne samo pri moških, tudi pri ženskah in v temu celotnemu odnosu moški-ženska. Boris, za začetek, moška energija in ženska energija. To, da smo si različni, da nismo enakopravni in da mogoče niti ne moremo biti, mislim, da je to že malo samoumevno, ampak vendarle, katere so tiste najbolj bistvene različnosti moške in ženske energije? Kaj moramo vedeti? Osnova. Ja, v bistvu moramo gledati kar z obratnega procesa. Se pravi, če ta prvo ženske pogledamo. Ženske so imele v zgodovini svojo vlogo, predvsem do nedavnega, da so bile matere, da so skrbele za moške. Seveda pred tem je bil matriarhat, seveda ko so ženske vladale, se pravi tip Amazonk in tako naprej. Potem patriarhat je bil moški tisti, ki se je podredil žensko, v narekovaju podredil. Dočim danes se pa te meje brišajo. In sem rekel, če pogledamo iz ženske strani, brišajo se predvsem v tem, ker danes ženska ni več samo mama, ni samo nekdo, ki skrbi, vzgaja, rodi otroke, ampak nekdo, ki ima zelo aktivno vlogo v naši družbi in v bistvu zelo zahtevno vlogo, predvsem, ker je vstopila tudi v tako imenovani moški svet, ki ni moški, to si mi mislimo, da je moški, in dejansko je tudi v poslovnem svetu vse bolj uspešna. Se pravi, in velikokrat ima tekmece moške, saj tako izpade, to pomeni, da dejansko ta ženska prava, njena vloga, prava, narekovaju seveda, se briše. Istočasno, če gledamo skozi ta razvojsko zgodovino, se briše tudi moška klasična vloga, tistega lovca, tistega, ki je poskrbel za družino. Ker če je ženska nastopila tudi na poslovnem področju, potem ima tudi moški določene naloge v tistem tako imenovanem ženskem področju. Torej, za moške je bil tipičen proces ta beži ali bori se lovca, ki je pač delal predvsem na tem primitivnem živčnem sistemu, danes je to drugače. Torej, ta princip v bistvu danes poznavamo, ko se obe strani, če temu tako rečemo, spet v narekovaju, združujeta na višjemu nivoju. To pomeni, da se človek začenja zavedati, naj si bo v moškem telesu ali v ženskem telesu, da vedno bolj, da imamo v bistvu dva principa, to je sicer že staro znanje, nič novega nam povedal, ampak ženski princip yin in moški princip yang. Kaj to pomeni? To pomeni, da moški postaja in si tudi dovoli biti vedno bolj senzitiven, se pravi, da moški dejansko začne prevzemati tudi nedoločene vloge, recimo tudi moške bolniške, ko se rodijo. In ženska obratno. Ampak Robert, se ti zdi, da je to naravno, da ženska tekmuje z moškim in vse te stvari? Se ti zdi, da je to nekaj naravnega, da to prinaša dobre stvari v prihodnosti, da se takle brišejo? Absolutno ne. In jaz nisem glih pristaš tega, pa zagovornik tega, je Boris omenil. Zdaj lahko, da je proces, da se vsi postajajo vse eno in isto, ampak zame je moški, ženska in tisto potem laufa ko zmešano, zato ker moški mora biti osvajalec in ženska mora biti zapeljivka in kadar ženska postane osvajalka in kadar se moški pusti osvajati, potem smo zgrešili totalka in potem imamo to neko blodvasto energijo. No, ampak moški osvajalec, oziroma tako osvajalec in ženska zapeljivka. Aleks, ti si star 21 let, lahko bi rekli na višku hormonov. In ali vidiš recimo pri puncah, zdaj teh najstnicah oziroma že 20-letnicah, so v tej svoji vlogi v tem smislu, da so zapeljivke? Jaz moram reči, da kolikor gledam, da vidim, da se ženske v teh letih, tvojih letih, velikokrat postavijo vlogo osvajalk. Ja, s tem se strinjam.
ampak je čisto odvisno od katere ženske. Ene se postavijo v osvajalke, druge pa čisto, če po domač povem, na kontra obrne. In so tudi še v tej fazi mogoče, da še same sebe iščejo in še točno ne vejo, kako bi. In mislim, da probavajo oba dva principa, ampak ko smo prišli danes, je tudi moški že toliko, oziroma fantje, postali toliko pomehkuženi, da so že prisiljeni se postaviti v vlogo usvajalke. In smo pri vprašanju, Haris, kakšen je torej pravi moški z moškim principom in prevladujočo moško energijo? Zame osebno pravi moški tisti, ki se ne ukvarja niti z moškimi, niti ženskami, niti z moškimi navadami, niti ženskami navadami, ampak to je moje osebno mnenje, ki živi to, kar je, tudi ne rabimo se preveč ločevati po spolih, ki neko je največ, kar je lahko v vsakem trenutku, ki si dovoli biti vse vloge, v vsakem primeru, v vsakem trenutku, za vsako osebo. Vse, kar se odločiš za neko določeno vlogo, dejansko zamujaš lahko ogromno več. In to, kar se tudi danes dogaja, ko se vloge mešajo, kar veliko ljudem ni všeč, je meni zelo všeč, ker nam je omogočeno, da imamo različne vloge, da smo lahko vse. Nekoč v bistvu ni bilo toliko možnosti, da smo lahko vse. Je pa tako, mi dostikrat površinsko opazujemo zgodovino ali pa preteklost. Lahko se vprašamo, kaj če so ženske bile vse skozi vodilne. Tudi, naprimer, še ko smo bili v jami, če si predstavljate jamo, pa če si predstavljate, kaj je ženska počela v jami, pa kaj je počel moški, mi velikokrat zato, ker je moški fizično močnejši, mislimo, da je fizično močnejši, pomeni biti vodja. Ogromnokrat verjetno so bile ženske vodja v gospodinjstvu v jami, kakor so dan danes tudi, in tudi v živalskem svetu alfa samice so ponavadi vodja, alfa samci so ponavadi obramba, oziroma opravljajo fizična opravila. Igor, kakšno pa je tukaj tvoje mnenje, kakšen je ta prav moški? Prav moški? Tak, ki se ne brije pod pazduho, kako pravijo? Lahko bi se rekli, ja. Določena opravila so še zmerom ženska, ker jaz tako rečem, imamo moška oblačila pa ženska oblačila. In moški v moških oblačila zgleda normalen, ženska lahko zleze v moška oblačila, ženska, da bo pa moški v žensko oblačila zlezel, bo pa zgledal malo čuden, milo rečeno. Tako da po moje prav moški, tako kar je tule rekel, da izpostavlja svojo neko tisto moškost, možatost, da se napihuje, napenja, išče konflikte vse posod, ampak da je tam, ne vem, če že ima družino, da zna poskrbeti za družino, da se zna vedeti okoli družine. Kakšen dogovor imata vidva z vašo ženo, Eleno, Sofijo, glede na to, da ste izjemen podpornik na vsakem njenem dogodku, zmeraj ste skupaj kot par v akciji, še barvno usklajena vedno. Kakšen imata tukaj dogovor? Elena je velikokrat poudarila, da se super odlično razumeta in da imata pravila igre opredeljena. Kakšna so to? Kakšen je recept? Ja, tukaj gre ena zgodba, tako ima moj brada, En tak starejši zakonski par se vprašal, moža tam, sta imela cirka 60-70 let skupnega življenja za sabo, še kaj sta bila skupaj, in ga vprašal, kak je pa vaš recept za uspešni zakon, Rekel, ja, midva, ko smo se poročila, smo se nekaj zmenila. V vseh velikih odločitvih bom odločal jaz, v vseh malih odločitvih bo odločala žena. No, do danes še ni bilo nobene velike odločitve. No, tudi to lahko pride. Mislil sem, da bo rekel, ker je ena druga anekdota, mogoče celo resnična na to temo, prav takole. Kako sva se midva dogovorila, da sva doživela 60 in več let skupnega zakona. Prav čisto preprost. Enkrat sva šla v Afriko jahat in je imela enega divjega žrebca in jo je vrgel dol. In mu je rekla, to si naredil prvič. In ga je zajahala ponovno in jo je vrgel spet dol. Vzame pištolo in ga ustreli. In potem, ko je on nekaj zabluzil, mu je rekla, to si naredil prvič. In prav od takrat naprej je bil najen zakon sanjski. Ampak takole, če znova pogledamo na zgodovino, fantje kdaj postanejo moški? Zdaj, v mnogih plemenih in drugih kulturah, recimo, se še vedno ponekod po svetu soočajo z nekimi izzivi, z neko težjo nalogo, ki je skoraj na robu smrti. In je nek mejnik med dečkom, fantom in pa moškim. Tudi včasih pri nas smo imeli vojsko, zdaj pa tega ni več. Je to nekaj, kar bi morali ohraniti, Robert?
Zanimivo, ko si bil povabljen, sem se prav spomnil na to vojsko. Moški svet, vojska in kako nastane moški, postane moški, ker mi smo zmeri rekli, moraš iti v vojsko in boš razumel. Ne? In zdaj mladi ne grejo več in kakorkoli. Ampak sem se spomnil prej, ker si rekla 21 let na višku hormonov. Pravi moški, po moje, je tisti, ki potem kompenzira pomanjkanje hormonov, ki mu padajo z izkušnjami in se potem lahko sooči s pravo žensko. Se pravi, na drugi strani, če je prava ženska bo točno vedela, da tam stoji pravi moški. In če ne, je lole, ali je mečkin, ali je mlad, ali mladič, ali je... Ne? Ni problema. Se pravi, soočenje s pravo žensko pokaže pravega moškega. Test. Ne spolni, tisto prije kasneje. Morda lahko, Boris, ti odgovoriš na moje vprašanje, ali bi mogli imeti kakšen tak izziv v življenju, fantje, moški, da bi bil ta mejnik, oziroma kako se zdaj zgodi ta mejnik, ko se odselijo od doma, potem smo tukaj že pri vprašanju maminih sinkotov. Absolutno smo danes moški, če izhajamo čist iz tisto, kar sem uvodoma začel in zdaj lepo nadaljujemo, smo pomehkuženi. Že Tom Komat je govoril, da smo mamoni, da so moški fantki, ne, kemična kastracija. Se pravi, absolutno hormoni deluje več, kot so včasih delovali. Zaradi hrane, pač in spermiji in tako naprej, se pravi tema, ki kdaj drugič. Ampak dejansko ja, v bistvu toliko smo pomehkuženi, da v bistvu rabimo določen test. In recimo, kar se mene tiče, recimo to, ki bo rečen vojska, ni več vojska, za mene je bila ta armija. Se pravi, bil sem v Srbiji 1 leto in bila zelo dobrodošla stvar. In recimo, ko si omenila Aleksa, recimo, jaz sem pri njemu zelo cenil eno stvar, ko je on hotel, rekel, jaz bi si pa želel, je to vojsko, da postanem moški, se pravi, ta test. In mogoče ne on sam pove, kva se je odločil, pa kva je naredil, ne? Kaj si naredil, Aleks? Ja, imel sem celo svojo izkušnjo, s katero sem pa to spoznal. Se strinjam, da vsak rab, da se naredi ta sprememba izmed fanta v moškega, ko se zgodi ena izkušnja. Zdaj, takrat je bilo obvezno služenje vojski in fant je odšel od hiše in ni postal na svoje noge, ampak je postal samostojen. Ni bil več doma, da bi mu svoje, tako reče, mamice, ki bi mu prala, kuhala kosilo, ampak se mogel vse to sam naučiti in takrat, na kratko, ko postane samostojen. Rečemo, moja izkušnja je bila, sicer sem jaz, imam zdravstveno izobrazbo, ampak sem iskal tukaj po Sloveniji službe, nisem dobil. In se me pa pojavila ena delovna priložnost v tujini, v Nemčiji, in to so bila gradbišča. To vemo vsi, da so pač težka fizična dela, oziroma bolj natančno monterstvo. In takrat se je to pa meni zgodilo, da sem odšel od hiše, odšel od doma in sem bil več mesecev v tujini. In takrat si pa prisiljen, da se sam naučiš kuhati, prati perilo in podobne stvari, in takrat šele postane tisti fant moški. Ne pa kakor danes, če skočimo na temo mamonov, ki pa je pri 40 pri svojih starših ali pa svojo mamo zamenja za ženo. Hvala, Aleks. Faris, se strinjaš, ali fant potrebuje neko tako izkušnjo v življenju, da postane moški, ali lahko to doseže tudi kako drugače? Zame se mi zdi najboljše, da v čim bolj zgodnji fazi otroštva, recimo v osnovni šoli, spodbujamo otroke, oziroma v tem primeru fantke, neko da prevzame odgovornost za svoje življenje, da ozavestijo, da si življenje kreira sam, da sam odloča o svojemu času in da izkoristi svoj čas in tudi, da neko je del gospodinstva, je potreben gospodinstvu, ima svoje vloge v gospodinstvu. Čim več, ko predaš nalog osebi, dejansko prej lahko odraste. Ne? Če vse te naloge vzamemo neki osebi, ne odraste dejansko lahko celo življenje. No. Jaz se to bi rekel, zelo zanimivo, kako se vzgajajo otroke. Ne? Mi starši, tako bi rekel, v normalnih družinah, ki ne živimo nekaj ekstremno, pač prva beseda na otroka rečeš, pazi, da ste mu kaj naredili. Ne? Če pa ti pogledaš eno družino nekih kaskaderjev, ne? Kako pa tam rečejo, pazi, da ste mu kaj naredili? Ali kako drugače ga usmerijo, naredi tak, da boš prišel cel skozi. Enkrat bomo gotovo govorili o tem, da se otroke ne zavija v vato in zakaj se jih zavija v vato in kakšne so posledice. Danes pa torej govorimo o moških. In ko ženska pomisli na moškega, jaz mislim, da si vsaka ženska želi, da je moški tudi džentelmen. V tem smislu, da ženski odpre vrata, da ji pristavi stol in vse te stvari. Kdo je kriv, če lahko temu tako rečem, mogoče malce grdo, da tega ni več in kaj bi morale ženske narediti, da bi to moški v sebi ponovno vzbudil? Robert? Jaz ne vem zdaj, kdo ima take izkušnje, da tega ni več. Zato, ker pri meni je tako, vrata se odprejo, stol se naredi. Zdaj ne vem,
A vi tega ne delate, fanti tukaj vsi to delajo. Zdaj, kje so te ženske, ki imajo te izkušnje, jaz ne vem, to so neke mlade. Mislim, da je zdaj dober trenutek, da poveš, če si samski ali ne. Samski, jaz sem... Ja, se govorimo o džentlmenstvu, ne? Kako samski, sveti Bog. Nisem v redu, se zgledam v redu. Jaz so rekli, da moram biti neobrit, zato ker je to moderno in moram biti samski. Ne, ampak resno, zdaj kaj naredijo ženske? Ženske konc koncu se ni nič težkega. Če pričakuješ od moškega, potem se bo moški odzval. Zdaj, če hočeš biti pa nekaj samostojna, pa vse delati sama, potem pa ta pravi moški bo rekel, halo, ajmo, zdaj sem jaz in ker ni ta pravi moški, bo tam čepu kaj nole. Se pravi, lahko postavim hipotezo, da mora ženska dovoliti moškemu, da je džentelmen? Ja, mora pokazati to, da se želi, da ji pomaga. Imamo zdaj, to bi rekel, ta ekstrem teh emancipacije ženske, feminizma. Ženska, ki hoče v nek duh feminizma odpade, zameša vse te pojme, kaj je, čemu gre. In potem se začne obnašati nekaj, kar ni ona, zgubljena v svojem biti ženske. Ženska je nežno bitje, ki hoče, da ji moški pomaga, stoji ob strani. In če tega ne počne sama, potem je tudi na drugi strani moški, ki pride k taki ženski malo zmeden. V njegovih hormonih je tam, jaz ti pomagati in to pridržati in ono naredil. In če ona njega odklanja na vseh ravneh. In ni ne pride, ne morata prideti skupaj. Haris odpre Ani vrata in pristavi stol in te stvari. Najboljše, da kar ona sama pove. Gre za to, da samo džentelmenstvo mi si predstavljamo kot površinske geste. Jaz sem si ga vedno predstavljal drugače in nisem dajal toliko pomembnosti nekim navadam ali pa kulturološkim navadam. In meni se zdi džentelmenstvo to, da nekako spoštuješ osebo ne samo v gestah, ampak v načinu življenja. In sicer tudi na tak način, da preprosto ne rabimo se sploh toliko ločevati po ženskih in po moških. Vsaka oseba zase, mogoče imamo še preveč ločene te svetove. Zdaj je ženska prišla, zdaj je moški. Vsi smo sam ljudje, samo oseba je prišla in to je lahko veliko džentelmenstvo, da smo si dejansko isti. Kar se tiče pa same nežnosti, bi vprašal, koliko si pa nežnih žensk spoznal v življenju? Koliko dejansko nežnih žensk? Ki mi mislimo, da so ženske nežne. Vprašanje je, ko je pod nežnost razmatra. Nežna ženska tista, ki se kar joče, ki je cmerava, ali kaj tukaj zdaj damo pod besedo nežnost? Nežnost kot taka je zelo plastična beseda. Eno tako vprašanje, ki se ga lahko vprašamo, kaj če smo moški bolj nežni kot ženske, kaj če so ženske bojevnice, naprimer tukaj imamo eno bojevnico in imamo 5 nežnih fantkov, ki mogoče mislijo, da so grobi. Ne, nežne fantke, to nas v obzir. Ki so mogoče bolj nežni kot večina žensk. No, tudi o tem bomo govorili. Po statistiki sodeč naj bi namreč moški veliko težje prenašali neko ločitev oziroma neke razhode. Tudi o tem bomo govorili v nadaljevanju. Pa tudi povsem iskreni bodo o tem, kdaj je ženska najlepša, takrat, ko se pripravi, ko gre ven na opero in vse ostalo, ali takrat, ko se zjutraj zbudi, popolnoma tašna kot je, brez ličil, brez vsega, pa mogoče povrh vsega še slabim zadahom. Vse to in še več v nadaljevanju ostanite v naši družbi. Še kakšna stvar zanimiva pa tudi na www.klepet.kavi.si. Pozdravljeni, tole vdaja Klepet ob kavi in danes moški svet in 5 odtenkov moških. Evo, vprašanje, ki smo si ga zastavili že pred nekaj trenutki, torej, ali so na vse zadnje moški bolj čustveni oziroma bolj nežnejši po statistiki sodeč, namreč naj bi moški veliko težje prenašali in prebolevali razhode in ločitve. Haris, kakšno je tvoje mnenje, kakšen je tvoj pogled? Eno tako vprašanje je, kako dojemamo moč. Dojemamo moč fizično, kot so moški močni, ali je moč lahko tudi nekaj drugega. Ali je moč onkraj moči, a ne fizične. Ena taka stvar je tudi, da se vprašamo, kaj če je vloga moškega, oziroma to, kar si predstavljamo, da je moški, kaj če je to umetno in kaj če se to vse skozi spreminja in kaj če, naprimer, vsaj jaz imam take izkušnje ali pa vidim to, kot da večina moških se trudi biti moških celo življenje, oziroma imamo neke normative, kaj pomeni biti moški in večina moških se trudi biti moški. Mogoče nismo to, kar mislimo, da bi mogli biti. Mogoče smo nekaj drugega, mogoče je moški
če si dovoli biti to, kar je, pa če si dovoli biti bolj naraven, spontan in če ne stremi k temu, kaj bi mogel biti, kar mu je dodeljeno kot neka vloga, mogoče v bistvu postane čisto nekaj drugega. Vse možnosti so odprte. Boris, ti veliko hodiš tudi v Združene države in ko tam poveš, da imaš zakon en sam edini, ki še vedno traja in je srečen, zadovoljujoč za oba dva, ne? Je to kar nekaj šokantnega in zdaj že v Sloveniji, če gledamo številke in število ločitev, vsako leto že skoraj pri nas je to malce presenetljivo. Kje je tukaj recept tvoj zadaj? Kakšna je tukaj zgodba zadaj tega zakona? Jaz bom tako rekel, zelo pomembno je, da ima človek svojo identiteto. Da izhaja iz sebe, ne pa iz obstoječih okoliščin. Se pravi, da izhajaš iz vizije črpaš moč, inspiracijo, motivacijo, pogum in potem imaš tisto svojo samozavest. In potem dejansko dopustiš, ko sam veš, kdo si, dopustiš tudi drugemu, da je on, oziroma v tem primeru ona, to, kar je. In recimo najna izkušnja je bila, se pravi, drug let praznujeva 30 let, ker sva skupaj. Hvala. Je bila, da ko sem jo zaprosil, po 8 letih, 8 let sva bila skupaj, oba otroka sva že imela, sem jo zaprosil in sem rekel, lej, dober premisel, ker jaz se poročim samo enkrat v življenju. Se pravi, izhajal sem iz sebe, da v bistvu, mogoče sem staromoden in mi je všeč, da sem v tem primeru staromoden in še vedno traja. V Ameriki sem pa flash news za ljudi, ne, ker to je nekaj Mission Impossible, dobesedno, ne. In potem seveda me sprašujejo, kako ta uspeh, kako do tega prideš in pač povem v parih stavkih, koliko sem zdaj povedal, ampak tle še nekaj pomembenega, ko smo začeli pač to vlogo moškega, ženskega skozi zgodovino in te meje smo rekli, da se brišejo, to pomeni, da dejansko, se pravi, moški ne bi prevzel tudi določena dela, kot je že Aleks prej rekel, od ženske, se pravi, leta in leta sem kuhal zajtrke, sem kuhal večer in meni se zdi moški, ki zna kuhati, pa sem pravilno usmerjen, se mi zdi seksi, se pravi, ne da je to, se briše ta klasična domena, no, a že naredila kosilo. Je kako, da ga še nisi, zakva ga nisi? To je recimo ena stvar, ki je zelo pomembna. Potem druga stvar, recimo, ki je bilo preko vprašanje kavalirstva, džentelmenstva in tako naprej, je Robert zelo dobro povedal, pač, ne vem, smo mi zdaj izjema, si nas zato povabila glih nas, ampak to se ni izbrisalo, daleč od tega. Samo ta tempo življenja je mogoče toliko hiter, da enostavno ne zmoremo kdaj več imeti tisto pozornost, ker če gledamo, recimo, spet bi lahko, če si že Ameriko omenila, bi lahko tudi o Ameriki govoril, tam so otroci že od 3. 4. leta programirani za uspeh, ampak predvsem za materialni uspeh. Niso pa programirani, da grejo vase, da v tisto svojo globino. In tisto, kar je zdaj pomembno pri temu, da se zavedamo, da moški recimo preko ženskega principa lahko zbudi intuicijo, ker v enem telesu je moški princip in ženski princip. Torej, kar se tega tiče in ko izbudimo svojo intuicijo, seveda na osnovi zdrave identitete, potem se ni težko združevati z nekom drugim, ker se ne čutiš ogroženega. Recimo, v zadnjič ravno ko sem imel en sestanek, ki si omenjala tisti seminar takrat z Minko Gantarjevo, ki ga je organizirala, je rekla lepo, mene se moški bojijo, hvala, ker se me ne bojiš. Prišli smo v te čase, da dobesedno ženske dejansko mora biti bolj aktivna, ker so moški, smo že govorili o kemični kastraciji in drugih stvari, ker niso več aktivni, ker jih je strah, ampak strah jih je zaradi velikih razlogov. Aleks, se tebi dostikrat zgodi, da ženska pristopi do tebe? Ne. Ne? Greš kar ti do nje? Ja. Če želiš kaj doseči, moraš. Moraš. Robert, kako je pa pri tebi? Recimo, ženska v tvojem življenju, ne govorim zdaj točno o določeni osebi, ampak je to tista, ki zmeraj skuha in vse te zadeve, ali tudi ti kaj pripraviš, pa te stvari, se ti zdi, da tudi tukaj pokažeš svojo kavalirsko plat? Zdaj ne vem, od kje si dobila idejo, da sem v nekem skupnem gospodinstvu. No, recimo v mislih. Kadar pa smo skupaj, oziroma v nekem sva, da ne bo smo, da je trisem, ali ne vem kaj, kadar sva skupaj, ma ne, jaz nimam tukaj nobenih problemov, ker jaz sem bil v vojski in sem samostojen in znam skuhati in tako naprej, nimam ženske za to. In tudi nimam ženske zaradi spolnosti, čeprav je tisto fajn, ki pride zraven. Jaz to nekako tako povem, če si moški definira, znaš igrati moško glasbo, ženska zna igrati žensko glasbo in če prideta skupaj, je en dober duet. In ti si potem skupaj, ker je tista skupna glasba fejst. Problem je, da danes moški ne igrajo več moške glasbe, ženske so zapackale in tudi tista glasba ni v redu, potem so dueti vse na cura. Ja, to je zdaj ta zgodba. Ženske so lahko dojele nekaj novega, kar prej niso mogle. Jim so določena vrata odprta. Moškim se pa novih vrat ne odpira. Moški se pa kvečema zapirajo vrata v nekih smislih. In tukaj moški svoj smisel
malo težko najdeti, ne. Pogledati recimo generacijo svojih staršev je bilo življenje drugače orientirano, kakor je naše življenje orientirano in usmerjeno in tudi tempo življenja, ne. Definitivno. Kdaj pa ženske preveč pritiskamo na moške, v tem smislu, da se moramo ustaviti korak nazaj? Haris? Mi imamo definicijo partnerstva zelo pogosto, da en drugemu mora uničiti življenje. To je zelo pogosta stvar. Nismo toliko dopuščani drugi osebi, da ima svoje življenje. In zelo hitro, ko gremo v partnerstvo, se zgodi to, da mi predvidevamo za partnerja, kaj naj bi mogel biti. Tako tudi ženska predvideva za moškega, ima svoje predvidevanja, ki jih tudi zelo pogosto ne izjasnimo sploh. Moški imajo pa za žensko svoja predvidevanja. In en drugega praktično zelo pogosto hočeta zasužniti in en drugemu dejansko zelo hitro v partnerstvu govorita, kaj dela narobe. Dušita drug drugega. In to se dogaja. Nasploh ključno je tukaj, da vsak ohrani svoje življenje in da si toliko skupaj, toliko si deliš življenje, koliko si en drugemu doprinos in ne rabiš biti pretirano toliko tesno sploh skupaj. In s tem ne prihaja do teh. Velikokrat se zgodi, oziroma se vsak dan dogaja, da moški rad pogleda za žensko, ki ima fajn dekolte ali pa dolge lepe noge ali pa prijazen obraz, kakorkoli. Tudi recimo, če je zraven njegova ženska. A je to stvar, s katero se moramo ženske kot partnerke sprijazniti v tem smislu, kar naglej se, sej lepo je videti nekaj lepega, ali je to stvar in znak, ki nam pokaže, wow, jaz nisem dovolj, jaz mu nisem všeč. Kako bi mogle ženske to dojemati, da moški gledajo tudi druge ženske? To je spet, ne vem, neka druga generacija, jaz ne vem, mislim. Če si svojo žensko, imaš za biti svojo žensko, zakaj bi gledal druge ženske? Če moraš druge ženske, pusti svojo žensko in beži z njimi. To je butasto. Če si žensko, ima da jo ceniš, ko boginja v nastajanju, noge take, drugačne, to je meni čisto, jaz sem druga generacija, očitno, jaz ne vem. A ti gledaš za drugimi ženskami, kada si svojo žensko? Mislim, če bi bil jaz tista ženska, bi takšna mar bi mu opalo, razumeš, kam imaš zagledati druge ženske, sveti Bog, človek. A se vsi strinjate s tem? Jaz se ne strinjam. Ok, super, povej. Zanimivo mi je to, da kulturološko je nezaželeno in da se ženske tudi jim ni všeč ali pa se delajo, da jim ni všeč, da jih moški pogleda. Ne maramo preveč občudovanja teles. Mi, če bi si dovolili več občudovati telesa in uživati s telesi, bi imeli lahko drugačen svet. Nekdo bi se lahko tudi zaradi tega pobil, če bi se hotel, ampak in nekako ni zaželeno, da uživamo v pogledu na žensko, uživanje ob telesu. Ne rabimo sploh toliko ločevati na ženski in moški. In lahko uživamo tudi v pogledu na moško telo. In lahko dejansko, ko se srečamo en drugemu, si pregledamo telo, kakor živali tudi počnejo, ko se srečajo in uživaš naprej skupaj v prostoru. Zakaj bi se delali, da gledamo mimo ali pa nas telo ne zanima, če je telo nekaj fantastičnega? Jaz moram moškemu dovolim, da za drugo pogleda. Sej s tem se mi ne zdi, da me vara ali pa kakorkoli. Sej, če je lepa ženska, se jo tudi jaz pogledam. Ja, gledaš skupaj z njima, ne? Ja, se tudi, zakaj se pa moška ženska zjutraj uredi, tudi lahko porabi uro ali pa 2 uri časa za urejanje, potem pa odide v službo in pride zvečer domov in ti reče, dragi, uredila sem se za tebe. Počakaj malo, zjutraj sem te videl, ko se šminka, pa zvečer sem te videl, ko se umiješ. Kaj pa vmes? Ste pa vsi drugi gledali, in zakaj zdaj ti ne boš pogledal neko žensko, ki je ravno tako privlačna za pogledati? Se ne rabiš buliti v njo? Sekundo, 2, pa dovolj. Boris, kakšno je tukaj tvoje mnenje, tvoj pogled na to? Ja, mogoče mi do žena na tem področju narekovajo že naprej, sem malo profesionalno deformirana. Midva sva imela desetletje fitness center in v bistvu smo se ukvarjali s tem, da je nekdo tudi, tako kot je že Haris na začetku rekel, da smo tudi na svojem telesu delali. Ker konec koncev, kakorkoli obrnemo, telo, če je zdravo, ker zdravo je osnova vsega, da se duša dobro počuti v temu in če dobro zgledaš, si samozavesten. In midva sva recimo tako, ko sva pač v temu delala, in sva bila na plaži in sva videla kakšno dobro mačko, sva jo oba pogledala, ampak oba z tistega stališča, wow, ta punca se pa vzdržuje, se neguje. Aleks, to je tudi nate prinesel? Ja, mislim, da kar je. In enako tudi za moškega, če se nekdo pač, če samozavesten, če žareva, ne govorimo o narcisoidnosti, govorimo o samozavesti. In če pač spoštuje to, ker konec koncev, kaj mi pozabljamo? Mi pozabljamo, da smo na ta planet se prišli igrati. Življenje je igra in se moramo samo naučiti, da postanemo mojstri zemeljskih zakonitosti. In zakaj recimo, če je nekaj lepega,
Zakaj ne bi pogledal, zakaj ne bi oba pogledala in enega in drugega, zakaj ne? In če pa tukaj ne, da bom pa jaz skole na skrivaj gledal, pa da me uvidela. Periferni vid, periferni Ja, vid. tako, 365 stopinj. To je pa malo brez veze, ker se pravim. Robert bo... Se bom med dinozaure in izumrl, ker očitno sem edini, to kot prvo. In škoda, ker ne moramo narediti ankete, ki me prav zanima, dajem Jurija, če vprašamo vse ženske, ki to gledajo, katere z navdušenjem opazujejo svojega dragega, ki cedi sline po dolgih nogah ali pa joških od neke druge. Čakaj, sedi sline, to je ena stvar. Tisti repregi po strani, pa to, pa neki. No, gremo na naslednje vprašanje. Kdaj je ženska najlepša? Takrat, ko se zjutraj zbudi, popolnoma brez make-upa, tašna kot je, v njegovi srajci, majici, kakorkoli pa že, ali takrat, ko se res uredi in sploh in ne vem, si da nase določene stvari, ki poudari njene atribute. Kdaj najraje opazujete žensko, se pravi, tako zjutraj ali takrat, ko je urejena? Alex? Sigurno jo rad pogledaš, ko je urejena. Ko je urejena? Ampak odvisno, kako tudi izgleda brez make-upa, ne? Imaš najprej rad, da to vidiš, ne? Ja, fajn vedeti prej. Velikokrat zdaj, recimo, ko poslušam mlade fante, ne, grejo ven, ne, vidijo punco, super jo prepeljejo domov, ne, iz kakršnih koli razlogov, da jo povabijo na čaj, Robert. In potem ne, padejo umetne trepalnice in lasni vložki in zdaj imajo že spodnice, ki večjo rit naredijo, ne, celo, pa prsi in vse ostalo, pa stezniki, da pol kar doživijo šok. Ampak kaj pa ti praviš, Igor, kdaj je ženska najlepša, kdaj jo najraje moški opazuje? Ja, tisto žensko, ki jo imaš, tista ti je lepa v vsakem stanju. Ali zjutraj, ali v srednjeva, ko je urejena, ali zvečer, da se za ven uredi. Ta ti je z mirom lahko lepa, ker je pač tvoja. Se pravijo, ljubezen je slepa, se gleda skozi srce, ne čez oči. Aha, tu bi se pa Haris prav gotovo strinjal. Če bi jo gledal z očmi, ne bi bilo nikoli dosti lepa. A ja? Mislim, da jih bo en slišal doma. Torej bi lahko rekli, če gledamo skozi oči iluzije, je vse lepo, ampak dejansko je tudi na nek način vse lepo, vse je lahko lepo. Zame osebno je ženska lepa, ko je zadovoljna sama s sabo. To mi je všeč ženska. Pa zjutraj ni lepa, ker se mora urediti, da bo zadovoljna sama s sabo. Ker če bi bila zadovoljna, bi šla taka ven. Težje gledaš nezadovoljno žensko doma. Tudi se moja generacija strinja z njim, sem hotel reči, ker to je tudi moje mnenje, da je, kadar je zadovoljna, samozavestna in tisto. In potem ni več važno, a je našminkana, urejena, ali ima malo kakšno kilco več, ali ima tisti zadah, ki si omenjala prej, se ne vem, jutranji zadah. In je super, zato ker jim izžareva pravo energijo in potem je ženska energija. In to smo mi malo pozabili, ker dajemo dosti na to fizično, pa na izgled, pa na ne vem kaj. Kadar ti začutiš energijo, to ima da pošvasa in gotovo. Ok, dobro, se pravi, ona gre k frizerju, pride domov in je ne opazi. In si kupi novo obleko in si jo da gor in je ne opazi. A je ne opazi zaradi tega, ker se mu ne zdi pomemben nek detalj, ker gleda celoto, ali ne opazi zaradi tega, ker ga to enostavno ne zanima več? Zdaj vprašanje, kako gleda. Gleda z očmi, gleda srcem. Ker recimo to, kar je bilo do zdaj rečeno, recimo, ko so se midva spoznala, se je moja žena šminkala. Res, da je bila še zelo mlada punca in sem jo prosil, če se neha. Ker enostavno sem jo želel imeti naravno tako, kot je. In če zdaj pridem k vprašanju, še drugi temi, še nismo čisto rekli, recimo, ko se je zjutraj zbudila, če ima ženska, kot smo zdaj rekli, zdravo identiteto, potem je vedno lepa, ker tudi zjutraj, ko se zbudiš in če nekoga ljubiš, ga vidiš vsi z drugim očmi, ga vidiš tudi srcem. Ko se našminka, recimo, ali lepo naprav, jo vidiš spet z drugimi očmi in ti zopet lepa. Skratka, v bistvu mi že vemo, da dejansko imamo več žena, skozi eno ženo, ne? In v vsakem primeru jo vidiš drugače. Ampak, ko ona izžareva tisto zdravo identiteto, tisto, da je zadovoljna sama s sabo, da ve, da ima zdravo vizijo, da ve, v kateri smeri gre, se ti potem sodeluješ z njo v zakonu. Nisi pa ti tisti, ki, ne vem, si podpornik, ampak si res partner v pravem pomenu besede. Kdaj moški prevarajo? Kaj se takrat zgodi? Kakšen je ta vzgib kot tak?
Ne vem. Čisto izgubil. Ne vem. Ne vem, kaj bi. No, Robert, ti si zvest kot zlati prinašalec, pa nam povej, kaj ti misliš. Zdaj, ko govorimo prav o mladih moških, najbrž varijo tudi zaradi hormonov. Tisto takrat niti še ni resen odnos, ampak kada si pa enkrat v resnem odnosu, jaz smatram, da ne varaš več potem zaradi hormonov. Najprej pride do določene krize, določenega nezaupanja. Moški je dostikrat lahko prizadet, ranjen, se ne počuti upoštevan strani svoje ženske in potem gre iskati tisto potrditev nekam drugam. Ker imamo mi ta koncept, da je šel z mlado samo zato, ker lepše zgleda in jaz se ne strinjam tem. Stvari so ponavadi dosti globlje in je dosti več noter v tistemu. Super, spet smo pri lastni identiteti, ne? In vseh teh ostalih stvarih. Po mojem ima vsak tak svojo zgodbo, zakaj se je nekaj zgodilo, ne? Včasih je tudi veseli december lahko kriv, ne? Ja, no. Pa kakšen alkohol, pa marsikaj, ne? No, pa če na vse zadnje pogledamo, največ prevar se zgodi znotraj službe, se pravi nekega delovnega okolja in načeloma človek več časa preživi skoraj da za svojimi sodelavci kot z drugimi. No, zdaj me pa zanima še tole. Bodimo zelo direktni in zelo iskreni. Torej, ženska, ki doma riga in prdi, je to nekaj, kar je sprejemljivo ali nekaj, kar je, ne, tega se pa ne dela? Hvala Bogu. Karis, kaj misliš? Zame osebno ni najbolj privlačno. Se pa lahko kdaj zgodi. In je prikupno? Odvisno, v katerem primeru. Odvisno, koliko smrdi, ne? Če je res poredkoma, je lahko tudi prikupno. Dobro. Jaz res ne vem, zakaj ne bi smela, če so to naravne funkcije. Zakaj bi zaradi mene morala hoditi ven, če jaz lahko ta isto stvar počnem tudi v isti sobi. Mislim, je pa odvisno, kako si malček vzgojen. Ne boš pa tam, ne vem, kaj delal in drugmu to, ne vem, mislim, obstaja neke manire, ne? Ampak zdaj, ker bomo mi rekli, a moški lahko, ker moški je kao, se ne obnaša na nivoju, ženska pa ne sme, ne vem, zakaj. Oboji. Če gledamo v bistvu zdravstvenega stališča, takrat, ko človek spusti kakšno, prdne po domače, se izločajo toksini. In da jaz zahtevam od nekoga, da ne izloča teh toksinov, zdaj spet odvisen frekvenca tega, a je to vsakih 5 minut, a je enkrat na dan, Ampak jaz načelom, recimo pri nas, moja hčera in žena tega ne počneta in sem jaz veliko želel spodbuditi. Sem rekel, daj, ker sem videl, kdaj z Aleksom užgala, daj ti konc koncev gre strupi ven, tako da odvisno, Mislim, načeloma je treba to sprejeti in spoštovati, ampak sem rekel, odvisno od frekvence, da ne bo zdaj hit, kakšen zakon šel nekam v franže. To je ena stvar, druga stvar, ki bi pa še rekel na prejšnjo temo. V življenju sprejemamo določene odločitve. Ok, vedno so preizkušnje, ko imaš določeno odločitev. Ampak ko sem se jaz odločil in ta prsta nisem dal še praktično skoraj nikoli dol, ko sem se odločil, da se poročim in da je ona tista, potem enostavno nisem več gledal okoli. Nisem gledal iz stališča, ko smo se prej mečkaj narobe razumeli, stališča, tole bi pa se upravičujem izrazu podaril, ampak sem gledal iz stališča boginje, iz stališča lepote ali tudi moškega. Tako da to je čisto drugo. Ti gledaš iz ene pohote, iz nečesa, da bi nekaj imel, kar mogoče ne moreš imeti, ali opaziš eno lepoto. Takole, zdaj bomo počasi že zaključevali. Zanima me vaše mnenje oziroma vaš pogled. Tukaj bodimo kratki in jedrnati. Nadaljujte, prosim, stavek. Največje darilo, ki ga lahko ženska podari moškemu, je? Prijaznost mi je prišla na misel. Prijaznost? Ja. Da ga sprejme takega, kakor je. V prvi fazi in potem skupaj rasteta. Ko brezpogojno ljubi sebe, potem lahko brezpogojno ljubi tudi drugega. Torej največja? Toplina. Toplina? Ja. Je pa rekel ljubezen. Ljubezen? Ja. Kako pa izraža to ljubezen? To je podvisno, lahko je na več načinov. Lahko je skrbjo, ne vem. Na več načinov. Ja. Takole, še en komentar. Kaj se svetuje vsem moškim, kratko in jedrnato, kaj bi ti, Haris, svetoval vsem moškim, ki nas tale trenutke gledajo, zdaj, če so poženstveni ali niso, kaj bi jim svetoval? Jaz bi jim svetoval, da se ne ukvarjajo niti ženskami, niti z moškimi, ampak da preprosto delajo to, kar jih veseli, čim bolj skozi življenje. Da ne pustijo, da jim neke, ne vem, bakterije pojejo hrbtenico in zmanjšajo jajca. Da gredo iz komfortne cone v udobje in da njihovo neudobje postane udobje.
Jaz imam doma ženo, 2 hčeri, Bo zdaj huda. pa še psico. In da bom rekel, da razumem žensko dušo, sem zlagal. Sprejmeš taka, ko je, z vsemi muhami. Ja, da ohrani lastno identiteto, pa skupaj s partnerico in ženo potem se razvija in raste. Glede na to, da si ti danes najmlajši v tej družbi 5 moških odtenkov, kaj bi pa pravzaprav svetoval svojim vrstnikom? Nekako v isto smislu. Naj ima svoj fokus, naj to razvija, skupaj naj pa proba s partnerico sodelovati, pa da skupaj rasteta, da se skupaj razvijata. Najlepša hvala vsem, da ste se oglasili, da ste imeli tale krasen pogovor. Mislim, da smo se kar precej zabavali. Predvsem pa hvala tudi tebi in želim ti veliko sreče na tvoji nadaljni poti. Kar precej stvari se ti odpira in evo, vso srečo tako in drugače. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, na www.klepetobkavi.si, tam lahko najdete mnogo zanimivih stvari, kar pejte si pogledati, med drugim tudi tašne, ki bodo nadvse zanimive, ne samo ženskam, tudi moškim. Sicer pa na YouTube kanalu ne pozabite preveriti tudi, kako se je odvijal in kaj vse smo govorili takrat, ko smo imeli v svoji družbi več odtenkov žensk in smo govorili o ženski energiji. Naj vam bo svet lep!